Dobrodošli v zadnjem delu oddaje o pergolah. Senčila. Mogoče si mislite, da pada dež, ko uporabljam ta dežnik, ampak ne, to uporabljam zaradi sonca. Tudi neka vrsta senčila. Ok, zdaj jaz sem razdelil tele naše senčila na ene 3 kategorije, da bo nekako lažje razumeti. Prva oblika senčenja je lahko naredimo že v bistvu samo konstrukcijo. To se pravi, steber lahko obrnemo tako, ali pa ga obrnemo tako. Če ga obrnemo tako, nam ta večja površina nudi več sence, če ga pa obrnemo tako, pa nam nudi manj. Potem se prilagajamo na stvari neba, oziroma na pozicijo pergole, oziroma hiše in na ta način konstruiramo celo pergolo. Tako da to ne bi nekako bila prva oblika. Druga kategorija. Druga kategorija, jaz sem jo nekako poimenoval fiksne strehe. To se pravi, lahko so svetlobno prosojne, lahko so pa zaprte. Med svetlobno prosojnimi, med prosojnimi lahko izbiramo, ne vem, steklo, kakšni polikarbonati, plastika. Med zaprtimi imamo pa praktično izbiro, da najprej pokrivamo z lesom, potem čez še kakšen bitumen, sika. Lahko se odločimo, da ne pokrivamo z lesom, pa gre čez samo pločevine, aluminij, lahko so v končni fazi tudi neki strešniki. To se pravi, druga kategorija so nekako strehe, ki so glede na vašo situacijo bolj primerne zaprte, ali pa glede na vašo situacijo bolj primerne prosojne. Tretja kategorija kritin so hibridi. Torej, tretja kategorija, jaz sem se malo pohecal, hibridi, ampak dejansko najbolj zaželena kategorija. To se pravi, velikokrat sediš pod prosojno kritino, pa ti zapaše, pa res preveč močno sije sonce, pa ti res zapaše, da bi pač takrat pa res imel zaprto. Lahko potem uporabiš tendo, pokriješ in imaš zaprto. Lahko se pa zgodi glih obratno, lahko pa imaš konstrukcijsko narejeno kritino, pa ti začne padati dež in ne moreš več narediti. Zapreš z brisoleji. To se pravi, tu so nekako hibridi. Tle pa štejemo tende, brisoleje, kva še? Zdaj sem pozabil. Že vem, premična pergola pa premični paneli. Tako, toliko o hibridih. Do naslednjič je to. Živijo!